V današnji avtomobilnosti vam predstavimo način, kako lahko aktivno sodelujete v oblikovanju nove digitalizirane vožnje. Predstavimo vam novosti salonov v Šanghaju in New Yorku. Počimo varnostno zračno blazino, vozili pa smo Škodino Skalo ter dve ameriški legendi. Eno izmed njih smo v fotografiranje predali tudi študentom Vista. Pozdravljeni avtomobilnosti in spet smo pri avtonomni vožnji in pri klasičnem vprašanju, kako daleč smo še od te vožnje. Nekaj o tem pove tudi to, kaj so v zadnjih dneh o avtonomni vožnji rekli prvi možje različnih avtomobilskih znamk. Recimo Zeče iz Mercedesa je rekel zanimivo primerjavo, da bodimo zelo previdni z avtonomno vožnjo in uvajanjem le-te v avtomobile, saj se lahko hitro zgodi kaj podobnega, kot se je Boeingu. No, Fordov CEO Hackett je rekel, da je ta po angleško hype oziroma pričakovanje, navdušenje nad avtonomno vožnjo in avtonomnimi avtomobili pretirano in da so tudi sami se malo zašpekulirali pri napovedovanju in da je še kar nekaj časa oddaljeno to obdobje, ko bodo avtomobili vozili sami. No, Samuelson od Volva pa je dejansko rekel, da bi bilo potrebno okarati oziroma po prstih malo Elona Muska, ki tako zelo veliko govori o avtonomni vožnji in njihovi vozniki, pravzaprav Teslini vozniki, že kar vozijo brez rok na volanu, kar je tudi skregano z zakonom. No, vsi so pravzaprav govorili prav o Elonu Musku in o tem, kako pretirava in kaj to pomeni za varnost. Ampak ne glede na to. V avtomobilnosti se posvetimo času od danes, pravzaprav že zdaj, pa do avtonomne vožnje in našim avtocestam. Ker namreč čas od danes do avtonomne vožnje bo še zelo zanimiv. V tem času se bo namreč zgodilo ključno, zaradi česar bo avtonomna vožnja sploh lahko v resnici kdaj zaživela, ampak to, kar se bo zgodilo in se že dogaja, pa je ključno tudi zato, da bo naša vožnja lahko bolj varna, časovno bolj optimalna, pa tudi bolj ekološka. Aplikacija Dars Promet Plus, s katero prometno-informacijski center sporoča dogodke na poti, stopa v drugo fazo. Glavni poudarek nove aplikacije je bil v ospredje dati človeku v načinu proste vožnje. Se pravi, da si ne da nič nastaviti, mu dati v bistvu čim več informacij, ki jih nekako vrednotimo in v bistvu predvidimo, da to bi bilo za njega zanimivo. Se pravi, prej je bilo zmer treba nastaviti pot, kam grem, ta pot je bila fiksna in potem je na tisti poti si lahko dobival obvestila. Zdaj pa enostavno prežgeš aplikacijo, jo daš v stojalo in se greš voziti. Super bolj enostavno, za nas pa super bolj komplicirana cela zadeva, ker mi ne vemo, kam bo pelil, mi ne vemo, ali bo na izvozu ven zapelil, pa se bo pelil naprej, ker ne vemo končnega cilja. Mogoče gre samo uživati v vožnji in tudi on nima končnega cilja. Zdaj ravno gledava, ko se pelje proti delu na cesti. Daj začne opozarjati. Eno je, da moramo podatke do aplikacije sploh prepeljati v realnem času oziroma čim hitreje. Drugo je potem za vsak dogodek, za vsako opozorilo ugotoviti, koga moramo opozoriti. Potem pa še v bistvu, kako ga obvestiti, zato da bo v bistvu zaznal, pa da mu ne bomo pozornost preusmerjali iz ceste dol. Če dam primer, pred tabo čez ne vem koliko kilometrov se nekaj dogaja. To upozorimo voznika takrat, ko ima on še možnost zaviti dol z ceste, vsaj še dva izvoza recimo pred njim. Naslednja točka je pa že, ko smo pa relativno blizu, sem tam nekih 300 metrov pred samim delom, dobimo neko upozorilo, ki je oranžno in pa seveda tik pred samim delom, potem dobimo rdeče upozorilo pa s piskom. Namen je pa to, da recimo, če delo povzroči za sabo zastoj, da imaš ta prav čas informacijo, da lahko znižaš hitrost. Tako da v bistvu ta zadnjega upozorila v bistvu niti ne zanima več, ker že veš, kaj se dogaja in si že pozoren. Izziv je pa, kako to narediti, da v bistvu ne preusmerjaš pozornosti iz same ceste. Tukaj pa fakulteta za elektrotehniko s svojim laboratorijem zelo pomagala. Za nas je pomemben tudi v bistvu človeški uporabniški vidik, da ne samo aplikacija uporabna, dela zanesljivo, ampak tudi prijetna za uporabo. Se pravi, da se uporabnik sam zelo dobro znajde, brez da bi ne vem kakšna navodila bral, kar pomeni, da je treba upoštevati dejansko mnenje in povratne informacije uporabnikov. Drugače bi padlo v pasti, bi v bistvu aplikacijo napravili sam zase. In v tem smislu lepo vabimo vse dejansko gledalke in gledalce, da preizkusijo novo aplikacijo, pa zelo vabljeni, da sodelujejo in da dajo svoje povratne informacije, da bomo lahko to aplikacijo naredili še boljšo, še bolj po meri naših slovenskih voznikov.
Vabimo vas torej k uporabi aplikacije, ki vam bo že sama po sebi neizmerno koristila na poti, a pri tem vseeno vedite, da ima razvoj te aplikacije mnogo više cilje kot pa App Stora obeh največjih platform dopolniti še z enim izdelkom. Tisti, ki bodo to aplikacijo uporabljali in ki nam bodo pomagali pri testiranju, bodo tudi pomagali pri testiranju komunikacije med samimi obsesnimi napravami, z avtom oziroma z nadzornim centrom. Eden od delov projekta je tudi preizkušanje prikaza prometne signalizacije v avtu, kar pomeni simuliranje spremenljive prometne signalizacije, naprimer nad avtocesto, v samem vozilu. S tem je voznik hitreje obveščen, s tem lahko dobi signalizacijo v vozilo tudi takrat, ko fizično take signalizacije na cesti ni. Tehnologija v vozilih se izredno hitro razvija, tako se tudi tehnologija na cesti, ob cesti zelo hitro razvija in posledično temu so prometne informacije vedno bolj potrebne voznikom. Vozila bojo v prihodnosti komunicirale med seboj in z infrastrukturo. Tako da DARS je tukaj vpet mednarodne projekte in na podlagi vseh teh rezultatov pilotnih projektov bodo potem nekoč v naslednjih letih nastale tudi smernice, direktive, ki bodo morali potem upoštevati tako proizvajalci vozil kot tisti upravljalci cest, ki skrbijo za vso to infrastrukturo. Je to na nek način en nastavek v bistvu za dobo samovozečih avtomobilov? Vsekakor, to so temelji te prihodnosti avtomobilnosti, kajti prenos podatkov, informacij iz naprimer detektorjev, senzorjev v vozilo mora biti usklajeno po nekih standardih, tako da voznik, ki se pelje s takšnim vozilom med državami, ima vse posod enake informacije, na enak način sprejemati, ne samo, da so informacije na spremenljivih znakih enake po državah, tudi informacija v navigaciji mora biti enaka, informacija na radiju mora biti enaka, na aplikacijah. V tem primeru pa nastane problem, kakšno prometni znak prikazati v avtu. Ali lokalnega, ali tistega, ki ga je človek navajen iz svoje države. Kljub vsem obstajajo kulturne razlike, obstajajo zgodovinske razlike, obstajajo razlike v prometni signalizaciji, kljub temu, da je večinoma poenotena mednarodno, naj bi bila poenotena vsaj ključna signalizacija. Je včasih težko stvari premakniti, ker so pač tradicionalne. In če je neka stvar nekje zadosti dobra, zakaj bi jo spreminjali? Če prav razumem, je glavna težava vaša kot upravljavci cest spraviti informacijo do voznika. Tako. Dobro informiran voznik je po našem prepričanju varen voznik, oziroma veliko bolj varen kot neinformiran, ampak to je samo en del problema. Drugi del problema je, da upravljavci infrastrukture, se pravi upravljavci avtocest, naprimer v tem primeru, ali pa vseh ostalih cest, želimo zaradi lastnosti cest, zaradi interesa gospodarnosti, zaradi varnosti, zaradi kakšnega razloga vplivati na promet. Se pravi, usmerjati promet tja, kjer bo hitreje tekel, ker mi vemo, da je boljša infrastruktura, ker mogoče infrastruktura ne dovoljuje vožnje določenih vozil. In tukaj bo nujno, da vplivamo na bodoče komuniciranje, če bodo avtomobili naprimer komunicirali sami med sabo ali pa sami senzorji komunicirali z infrastrukturo, kot določeni avtomobili že sedaj počnejo. Ti projekti pomenijo tudi za nas, da bomo lahko vplivali v meri v okviru svojih pristojnosti na promet v prihodnosti. Nova aplikacija je torej del obsežnega mednarodnega projekta, v katerega je recimo vključena tudi korporacija HIR, točno tista, ki je poleg Intela lastniško povezana tudi z avtomobilskimi znamkami Daimler, Audi in BMW, ter je eden največjih igralcev na področju povezljivosti v prometu. Sama Darsova aplikacija je torej samo en droben kamenček v mozaiku priprav na neko drugačno, digitalizirano mobilnost. Vabimo vas, da z njeno uporabo postanete aktivni sooblikovalec te nove dobe. Ja, in tudi vi lahko postanete testni uporabniki aplikacije in s tem tudi nekaj pomagate nazaj, kar se tiče pretočnosti prometa oziroma same varnosti, za katero skrbi aplikacija. Ključno pomagamo in tisti, ki že imate oziroma že uporabljate aplikacijo DARS Promet Plus, boste samo dobili nadgradnjo. Tisti pa, ki je še ne, lahko pogledate na spletno stran promet.si in si jo namestite na svoje iOS oziroma Androidne naprave. Naše anketno vprašanje v tokratni oddaji pa seveda povezano prav s tem DARS-ovim novim projektom. In sicer sprašujemo vas, ali ste pripravljeni
deliti podatke o svoji lokaciji in v zameno dobiti hitrejšo, boljšo pretočnost in večjo raven varnosti. Ja, in s tem moramo poudariti, da podatke tako ali tako dajemo že na vsakem koraku. Morda se tisti odjemalec ne imenuje Dars ali pa naša, ne vem, spletna trgovina. Vplivaš na izid volitev in referenduma, za kar se močno opravičujem. Prepusti gledalcem in gledalkam. Glasujte po svoji vesti in kakor sami veste. Zdaj pa gremo k avtomobilu, ki smo ga vozili na svetovni premieri. Gre pa za avto, ki vstopa v razred, ki bo zelo težak. Saj se mu reče Golfov razred, glavna konkurenta pa sta Kia Ceed in pa Ford Focus. Škoda nam je predstavila popolnoma nov avtomobil, Scalo. Pravijo, da je drugačen od Rapida. Zavedajo pa se, da vstopajo v zelo močen segment, kjer poskušajo s svojimi različnimi prijemi priti v ospredje. V lanskem letu smo prodali skoraj 1000 Rapidov. To predstavlja skoraj 15% v naši asortimanski paleti. Za Škoda Scalo absolutno želimo ta delež obdržati. Zavedamo se, da je to segment, ki je precej masoven po številu prodanih avtomobilov in konkurenca zelo huda. Poleg tega se pojavlja čedalje več malih križancev, ki so tudi na nek način konkurenca in ljudje dejansko prehajajo na te male križance. Yes, there are some design features which are similar to Rapid and Scala, but at the end this is a completely new car, completely new developed with a complete new design, so we decided to use the new name. It comes from Latin and it means stairs, measure or scale. For us the meaning is that we are taking more than just one development step with this car, because the difference between the Rapid and Scala is huge and that's the reason why we are using the new name. Vse razlike med Rapidom in Scalo pa izhajajo iz tehnične osnove. Grajena je na novem podvozju. To ji omogoča daljšo medosno razdaljo in posledično več prostora v kabini. We are using this MQB A0 platform. Our technical development team did a wonderful job and they stretched the platform and we are on the maximum size of the platform right now. That's the reason why we can offer typically for Škoda quite an enormous interior space. For the rear passengers especially, we have the knee room of 73 mm, which is one of the best in the class. We have amazing headroom on the rear seats, 982 mm. This is completely the best in the segment. And one of the examples is also the luggage compartment, because this is also the best in the segment, 467 liters. This car, by measures, is really competing with the first generation of Octavia. Pogonska tehnika je seveda znana. Daleč najbolj zanimiv motor bo seveda litrski bencinski turbo trivaljnik. Taksisti bodo verjetno vzeli znani 1,6 TDI, je pa na voljo tudi verzija na stisnjen zemeljski plin. Poleg same prostornosti Čehi močno izpostavljajo tudi, da Scala ponuja bolj ali manj vse aktualne asistenčne sisteme, ki jih ponuja koncern Volkswagen. Recimo tudi tako imenovani sistem Side Assist, ki prek ekstra kamere na zadku zaznava vozila, ki se nam približujejo od zadaj. Ne pozabimo pa na klasične Škodine Simply Clever domislice. No, medtem ko smo strgalke že vajeni, pa Scala vabi z lijem za dolivanje tekočine za pranje stekel. Za konec naj vam odgovorimo še na vprašanje številka 1. Je Scala, tako kot Rapid, nizkocenovna Škoda? We are the top of the segment because there we have Octavia somewhere between the classes, but we are definitely aiming higher with Scala. V nadaljevanju oddaje se preselimo v Šanghaj in New York, ter Ameriko pripeljemo k nam v obliki edinega pravega džipa in edinega pravega Mustanga, torej tistega z V8 motorja. Slednjega smo v fotografiranje predali študentom oddelka za fotografijo na Vistu, podprli pa smo tudi pobudo za pridržanje alkoholiziranih voznikov.
v tokratnih MMC novicah, ki si jih lahko kadarkoli preberete na našem spletnem portalu www.rtvslo.si, poševnica avtomobilnost. Pa tokrat izpostavljamo novico, da so v Amsterdamu napovedali, da bodo 11.200 parkirnih mest v samem centru enostavno ukinili. No, ne tako zelo enostavno ali pa ne tako zelo hitro. Do leta 2025, torej časa je kar veliko v mestu, ki je znano že danes po kolesarjih. Največja dogodka tokratnih novic sta bila salona v Šanghaju in New Yorku. Oba sta prinesla kar nekaj premier, ki bodo vplivale tudi na dogajanje v Evropi. Prvi novinec je električni športni terenec City KZE. Renaultov prvi električni avtomobil najmanjšega segmenta. Kitajski velikan Geely je predstavil prvo povsem lastno znamko električnih avtomobilov višjega razreda Geometry. Prvi izmed 10 prihajajočih modelov je limuzina s preprostim imenom A. Volkswagen je v Šanghaj prišel s študijo električnega križanca in postregel s podatkom, da v naslednjem desetletju načrtuje prodajo več kot 22 milijonov vozil. Aston Martin pa je končno predstavil serijskega električnega Rapida E. Izdelal bo le 155 primerkov. Mercedes je v Šanghaj prišel s predserijsko študijo križanca GLB. Precej robusten avtomobil, zato mu nekateri že pravijo majhen G. Veliko večjo SUV premiero pa je pokazal v New Yorku. Novi model GLS bo nekoliko večji od predhodnika in povsem opremljen s sodobno elektroniko, vključno z 48-voltnim hibridnim sistemom. V Ameriki je Hyundai predstavil novega najmanjšega križanca. Imenuje se Venue in je 13 cm krajši od Kone. Kia je v New York prišla s samovozečo študijo Habanero. Subaru pa je prenovil Outbacka, seveda je ostal robusten avtomobil, čeprav je po novem bolj prijazen vozniku. Seveda je bilo tudi veliko paše za oči. Recimo Volkswagenov Atlas Basecamp, ultimativni off-road camper. Doma je bil največji dogodek pobuda glede ponovne uvedbe ukrepa pridržanja alkoholiziranih voznikov. V naši ekipi pobudo na glas podpiramo. Zakaj? Pridržanje mi zelo podpiramo, ker je že ukrep, ki je bil učinkovit in se je omilil. To pa govorijo številke, da smo leta 2012 imeli preko 2600 pridržanih oseb in so te številke padle na 260 v lanskem letu. Ukrep pridržanja pomeni, da bomo zopet dali zelo jasno sporočilo, da vsako vinjene osebe je treba odstraniti iz ceste takoj in na licu mesta. In kaj bi lahko pomagalo k streznitvi? Recimo pok varnostne zračne blazine. Vse bolj se elektrificirajo tudi mestni avtobusi. Pariški javni prevoznik je naročil skoraj 800 primerkov. Kitajski BYD pa je izdelal ta hip najdaljšega na svetu. Tridelni avtobus je dolg 27 metrov in lahko med dvema polnjenjema naredi 300 km z do 250 potniki. Superlativi pa so tudi na nebu. V soboto je z površine puščave Mojave poletelo največje letalo doslej, Stratolaunch z 2 trupoma in krili z razponom skoraj 120 metrov. 8 let ga je razvijalo podjetje, da bo po letu 2022 z njim iz stratosfere v vesolje lansiralo rakete s sateliti. Pa še to. Rally Dakar se seli. Organizatorji so potrdili, da v Južni Ameriki ne uživajo več podpore, zato bodo leta 2020 dirkali po puščavah Saudske Arabije. Tokrat vam predstavljamo 2 Američana. Ta prvi je tisti, ki je preganjal okupatorje v 2. svetovni vojni. Drugi, prav tako legendaren emigrant iz Amerike v Evropo, ki ima konja, ki teče v drugo smer, kot tečejo vsi konji, in ropota kot zbor brzostrelk na Soški fronti. Ki ima zadnji pogon, ampak zdaj spoznajmo najprej tistega, ki ima pogon na vsa 4 kolesa. Eni se že rodijo bogato opremljeni z raziskovalnim navdihom. Drugih se želja po odkrivanju sveta skritega očem prime v različnih obdobjih zorenja. Tretji pa raje sedijo doma in gledajo Discovery. Vsi trije omenjeni tipi ljudi pa imajo nekaj skupnega. Dobro vedo, kdo in kaj je Jeep Wrangler.
Prvi in drugi vesta, da je Wrangler osnovni steber vsake resne odprave v nepredvidljiva in predvsem zahtevna vozniška okolja. Tretji pa ve, da je Jeep tisti stroj, ki ga prva dva potrebujeta, da prideta do svojega cilja. Kot pri prednikih, tudi pri novem Wranglerju ni nič prepuščeno naključju. Wrangler je kult, ki se skrbno neguje. Terenske sposobnosti ostajajo prioriteta, ki se nadgrajuje že od pradetka, ki mu ljubkovalno rečemo tudi General Willis. Gre za točno tistega generala, ki je izdatno pomagal osvoboditi okupirano Evropo. Wrangler je danes eden redkih terencev, pri katerem je karoserija nameščena na jekleno šasijo. Štirikolesni pogon in zapore diferencialov pa resno orodje za prave fante, ki znajo tako orodje v pravih trenutkih pravilno uporabiti. Ampak pozor, tisti, ki bi radi v mestu lovili predvsem poglede in pred lokalom splezali na najvišjo skalo ponosa, Wrangler je avto, ki ga morate imeti. Po novem je postal še veliko bolj cestno udoben. 8-stopenjski samodejni menjalnik je odličen, usnjeni sedeži pa se podajo karirasti srajci in obleki. Prav s tem namenom sta po novem multimedija in povezljivost taka kot v bolj mestnih džipih. Je pa dejstvo, da takšne sorte mestni marketing Wranglerja pogosto spravlja nazaj v delavnico. Ne zato, ker bi bilo to nujno, ampak ker ga je potrebno pobrendirati. Na kakršenkoli način že. Torej, ne glede na to, v katero džunglo se podate z Wranglerjem, vedno se lahko zanesete, da bo delo opravljeno. Sicer pa, saj se ve, za Wranglerja res velja, da je samo en Jeep. Vsi ostali so zgolj športni terenci. Mustang je ena sama karizma. Je stroj, ki vzbuja spoštovanje, malce je seveda vmes tudi strah od spoštovanja, a vendarle je v prvem planu njegova ljudskost. Je namreč močan in lep uspešnež, ob katerem se zelo rada kaže celo elita, a za razliko od dragih in bahavih elitnežev, Mustanga svetovna slava ni okužila, ni pozabil na svoje Fordove delavske korenine. Zato je vožnja s takšnim avtom po mestu lahko že kar malce naporna, namreč za njim se obrne prav vsak mimoidoči, a medtem ko lastniki Porschejev, Ferrarijev in Bentleyjev dobijo le nevoščljive poglede, pogledom za Mustangom običajno sledijo prijazni nasmeški. In to ne glede na dejstvo, da tak Mustang v bistvu ves čas rohni tako močno, da bo vaš prihod pompozno napovedan. Pri tem je pohvalno, da Mustang ponuja tudi tihi način. Ta z loputo zaduši izpušne cevi, kar pride prav, ko morate zgodaj zjutraj na pot, pa ne bi radi zbudili svojih domačih. No, lansko poletje smo za kabrio Mustanga rekli, da novi izbirnik karakterja, tako imenovani Magni Ride, omogoča, da lahko z Mustangom umirjeno križarite, nato pa zgolj s pritiskom na gumb dobite pravi Ford Performance značaj. No, v GT-ju so razlike med voznimi programi manj občutne. Tokrat je tu tisti pravi V8 užitek polnopravnih ameriških mišičnjakov v vseh voznih programih. Tako je povsem od vaše desne noge odvisno, koliko izmed 450 Mustangov v veličastnem hlevu pred voznikom bo v danem trenutku galopiralo. Če bi bilo po njegovo, bi divjal ves čas. A kaj kot cesta ni dirkališče. In prav zato navdušuje, da ob zmerni nogi Mustang 5.0 ni naporen za vožnjo. Ampak Mustang tokrat ni ropotal. Pravzaprav je bil čisto tiho, vanj pa so usmerili objektiv in vanj streljali drugi. Ja, predali smo ga mladim fotografskim navdušencem iz Vista, ki so imeli 15 minut časa, da so ujeli Mustanga v svoj objektiv in potem smo fotografije tudi ocenili. Pa poglejmo, kaj je nastalo. No, nastalo je 12 vrhunskih fotografij. Mladi fotografi so se ves dan igrali na različne načine, z uporabo suhega ledu, dimne bombe ter seveda bliskavic in photoshopovih čopičev. Pri fotografijah smo hoteli narediti eno tako zadevo, da bomo statičen avto naredili prikazan v dinamičnem stilu. Pri tej fotografiji vidimo lepo umeščenost linij in samega avtomobila, morda malce presvetla v zgornjem delu, ampak glede na dane možnosti je lokacijsko, barvno zadeva popolnoma funkcionirati.
Ta je res posebej izstopala, ker je kombinacija retro in modernosti, surovosti, ki jo avto nudi, vse, kar Mustang skriva pod pokrovom motorja, je ta fotografija v statični obliki najbolje izrazila. Naj bodo to linije, dinamika, sence, tudi sama barva, kontrast, ta sivina, industrijsko okolje. Zmagovalno fotografijo pa je poslikal mladi Lovro Megušar. V 6. razredu sem si kupil prvi fotoaparat, vpisal sem se na fotografski krožek in v bistvu tam naprej sem vsak let gledal naprej, da bom enkrat v tej smeri delal, da bom mogoče od tega živel. Zaenkrat sem še zelo odprt glede fotografije, tako da čisto vse, kar imam priložnost delati, izkoristim in delam. Zmagovalna fotografija pa je vstopnica na svetovno predpremiero Forda Pume. Še pred vsemi nami bo priložnost ne samo videti, ampak tudi fotografirati Forda Pumo. Na voljo bo za 4 ure profesionalen fotografski studio in vsa oprema in zagotovo bodo kakšne fotke, ki bodo zelo, zelo lepe in uspešne. Ampak nihče jih ne bo smel videti, to bo moral obljubiti nam, Fordu in še komu, lahko pa jih bomo videli potem, ko bo premiera javnosti znana. Ampak že danes pa si lahko na promet.si pogledate aplikacijo, jo tudi naložite in uporabljate. Vabimo vas, da postanete testni uporabnik aplikacije, ki z zbiranjem podatkov pomaga hitrejši in bolj varnejši promet. No, mi pa bomo spet tu naslednji teden, vmes pa nas spremljajte na MMC-ju, na YouTubeu, Instagramu in pa seveda tudi na Facebooku.